Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Na tromeji nad Ratečami je bilo danes tradicionalno srečanje planincev treh dežel, Slovenije, Italije in Avstrije. Ob 12. so zbrane pozdravili župani treh sosednjih občin. Buongiorno e benvenuti a tutti gli amici italiani al Monteforno. Benvenuti in questa bellissima panorama, in questa bellissima monte. Ein herzlich willkommen, begrüße an Freunde von unsere Freunde von Österreich. Willkommen in Dreiländereck. Dober dan, prijatelji iz Slovenije. Dobrodošli na Tromeje. Torej, župan, tudi danes izjemno vzdušje na tromeji. Teh srečanj se že kar nekaj let udeležujete, če malo strneva vtise nekoč danes. Ja, jaz se teh srečanj spominjam od samega začetka. Izredno dobra ideja. V časih res trdo zaprte meje. Pred 40 leti, prav danes praznujemo 40-letnico in vsaka čast idejnim vodjem te v bistvu prireditve, Dieterju Jancu pa gospodu Jelovčanu iz Avstrije, gospodu Masarutu iz Trbiža in našim dvema, gospodu Budeniku in Ferjančiču, žal že obema pokojnima. Kaj pa lahko rečete o sodelovanju teh treh obmejnih občin, na katerih področjih sodelujete, kako? Izredno dobro sodelovanje poteka že več 10 let, tudi v času občine Kranjska Gora, zdaj od ustanovitve leta 1994 je sodelovanje samo še boljše, tako na gasilskem, športnem, političnem, kulturnem, šolskem, na vseh področjih v bistvu, tako da se te meje, ki jo zdaj v bistvu ni več, ki smo združeni v Evropi, sploh ne čuti več. Mogoče kdaj rešijo, moramo rešiti še te jezikovne prepreke, mogoče kdaj zakonodajne, ampak mislim, da se mladina zdaj tudi jezikovno zmeraj boljš sooča s temu. Upam, da se čim več mladih na temu področju tromeje nauči v šolah in tudi kasneje nemško in italijansko, zraven angleškega jezika, tako da se res ta sodelovanje lahko odvija nemoteno. Je pa res, da tudi veliko mladih Avstrijcev govori že slovensko, je imel ponos. Nenazadnje je tukaj kar precej slovenskih vasi in tudi Italijani že govorijo precej angleško, tako da je sodelovanje res odlično. Zaigral je tudi pihalni orkester. Za organizacijo dogodka so na slovenski strani znova poskrbeli člani in članice turističnega društva Rateče Planica. Letos je 40 let od prve tromeje, tako da je obletnica 40, je pa 39. srečanje, ker do zdaj je samo enkrat odpadal. Tudi tokrat smo prestaviti mogli za en teden, vreme nam služ. Smo pa letos malo popestrili, tako da pride še godba z Jesenice Kranjska Gora, pa mislim, da tudi Avstrijci pripeljejo svojo godbo, tako da bo govor županov majhen bolj slavnostno. No, tale tradicija je druženja treh narodov, treh občin, če tako rečeva. Morda vi malce vrišate sodelovanje s sosednjimi društvi, kakšno je? Jaz moram reči, kar se nas organizatorjev tiče, lahko rečem, da zelo dobro. Predvsem z Italijani se zelo dobro zastopimo. Avstrijci, sicer njihov organizacijski komite se menja z leta v let, pri nas ostajamo isti, tako da moram reči, da smo vsi zelo zadovoljni z enim drugmu, tudi nočemo preveč mešati politike noter, smo rekli samo župani, tudi Avstrijci so se glede tega malo umirali, ker so na začetku se svoje politike gor vozili, no pa so zdaj tudi videli, da to ne gre več skozi. Je le druženje nas,
domačinov, ki živimo v stičišču treh meja. Kaj pa lahko rečete o spominih starejših vaših članov, ki so v društvu, kaj pravijo, česa vse se spominjajo? Ja, kakor sem jaz govoril z njimi, itak je bilo včasih malo drugače, ker so bile meje, ne pa vojska, ampak tudi za tisti dan se je to vse odprlo, pa še vedno radi gor prijo. Eni so še vedno aktivni od samega začetka, tako da sem jim jaz zelo hvaležen, da pridejo sem in nam pomagajo. Sledila je zabava z ansamblom Pogum. Pesem je naša ljubezen, pesem utriplje srca, eno zdravi pa bolezen, takrat pozarec ne zna. V Podkloštru v Avstriji je bila že dan pred srečanjem na tromeji tudi skupna mednarodna gasilska vaja, na kateri so gasilci in gasilke dokazali, da znajo dobro sodelovati in da so dobro usposobljeni. Ja, mi smo 96. leta, sva takrat s temu komandantom avstrijskemu, žal pokojnemu Jakom Vedamom, pa Mario Delameja je bil poklican s Trbiža, smo se nekako zgovarjali, da moramo ta medobčinsko v bistvu sodelovanje ohraniti. In prej smo imeli skupne gasilske vaje, ki je še občina Jesenice. No, potem smo pa mi rekli, da tale naš trikotnik, ali pa kakor Avstrijci pravijo Dreiländereck rek, pa tole, da ta trikotnik mora peljati to naprej. No, tako da pri nas sem bil pobudnik tega in smo ta prvo vajo imeli gor na Galirše, do gostilne Srnjak smo šli. Moram reči, da smo imeli takrat tako slabo opremo, da naša linija vode sploh do gor ni mogla spraviti. In k srečo smo imeli, da je bil takrat tudi župan zraven, Jože Kotnik, in je pol v enem letu opremil vsa društva, saj s cevmi pa s temu. No, potem je bilo pa tako, da smo zmeraj več dobivali tudi od Avstrijcev pomoči. Jok nam je zrihtal, komandant Vedam nam je zrihtal en avto, potem v Srednji vrh smo sireno zrihtali. V glavnem vse tako, kar sem jaz videl, da bo tlele bolj težko šlo skozi, sem šel kje fehtati in smo tudi nekako zrihtali. Je pa tako, da tele vaje so vsak let, enkrat je v Trbižu, občini, enkrat je tlele pod Kloštrom, enkrat je pa v naši občini. In vsakič pripravimo nekaj novega. A to je eden od scenarijev je tudi gozdni požar tlele, ki je sestavni del tegale naše vaje. Gozdni požar je gasilsko društvo Rateče, potem je Italija pa pod Kloštem. Eden od scenarijev je tudi oskrba z vodo, to je najbolj važna stvar. In tlele vidimo, ko so civilna zaščita iz Italije, so postavili že bazen, prenosen bazen in iz Grabna, tam iz potoka, bomo dve linije vlekali, ena bo za polnjenje tega bazena, drugo pa za polnjenje cistern za gozdne požare. Zdaj k nam prihaja vodja akcije, komandant gasilskega društva Podklošter, Mihael Migič. Klaudijo je komandant italijanskih enot. Prometno nesrečo rešujemo skupaj z Avstrijci. Scenarij je tak, da sta se dva avtomobila zaletela in naši so prišli pomagati avstrijskim gasilcem. Bistvo vsega tega je, da se navadimo skupnega dela. In je tudi poklican že Rdeči križ, prva pomoč, medicinci, zdravnik, tako da ponesrečence tudi vidite, kako so zaščitili vse noter v avto. In ta vaja ne bi bila tudi za take stvari. Tukaj je pa razvidno že tudi, kako so cevi napeljujejo, tudi skupno Italija, Avstrija pa Slovenija oziroma Trbiž, Kranjska Gora pa Podklošter. No in peti scenarij je pa nevarne snovi, ki je vagon je se zaletel v avto oziroma prometna nesreča je bila in je začel iz vagona, da so začele iztekati nevarne snovi, tako da je šla specialna skupina noter in zdaj bomo tudi spremljali, vidite, tlele, ko se že oblač in bomo spremljali, kako je takrat, kada začnejo nevarne snovi iztekati iz avtomobilov ali pa vagonov pa tegale. Opažam tudi, da je vedno več mladine tle zraven, znajo. Občina naša ima izreden posluh za gasilstvo, tako da smo po opremi kar enaki njim. Sploh ni včasih smo bili bolj kokaruni revčki. No, letos tudi po strojnem parku, po uniju, vsi te druge opremi pa tole smo kar v špic.
Tudi znanje je kar na zavidljivem nivoju, ker so še celo oni. Spod Kloštra smo se zgovorili, da so jih sprejeli v našo gasilsko šolo na Igu takrat in so ene tečaje delali, ki so pri nas bistveno boljši, kot so pri njih bili. Zdaj, jaz sem že malo star, ratov in ne spremljam več tele operative tako zelo. Samo mislim, da smo mi še zmeraj ohranili kar na zavidljivem nivoju in šole in tudi naša društva po opremljenosti. Koliko približno se vas je danes zbralo tukaj? Zdaj težko rečem, čez 100, okrog 130 sigurno, pa tam je 30-35 javta, ampak bolj točno bomo vedeli, zdaj bo poročila, bojo in to in bo pol avstrijski komandant povedal, kako je to vse šlo. Na današnji vaji, ki je bila zelo obsežna, je zagorel vlak. Potegniti smo morali kar 1400 metrov cevi, da smo lahko prišli do vode in da smo vlak uspešno pogasili. V enem od vagonov so bile tudi nevarne snovi, zato smo prav tako morali ukrepati. Povrh vsega pa se je konstrukcija zaletela še v avtomobil. Torej, župan, danes ste spremljali tole vajo v Podkloštru. Kaj lahko rečete o sodelovanju gasilcev treh dežel, če tako rečemo? Ja, super, da se ta zadeva tradicionalna nadaljuje, da se ekipe iz vseh treh dežel tukaj letos v Arnoštajnu, drug let spet v Sloveniji pa v Italiji dobivajo, da se v bistvu uskladijo, da tudi izmenjajo kakšno izkušnjo. Predvsem pa je to znak prijateljstva brez meja, druženja, tako da stari prijatelji se v bistvu srečajo in tukaj je kar nekaj, ki so že v bistvu več 10 let tukaj so odgovorni za to zgodbo. Lepo in predvsem koristno, tako da tudi, če se kaj veliko naredi na področju treh dežel, da sigurno vsi tri skupaj zmorejo ogromno opreme in tudi usposobljenih ljudi na tem področju treh dežel imamo precej. Gasilci iz Kranjskogorske občine pravijo, da je posluh občine izredno velik za gasilstvo, bo tako tudi v prihodnje. Ja, za prihodnost lahko rečem, dokler bom jaz župan, vsekakor bo. Gasilci so moja desna roka, ne samo za požare, tudi za vse druge vrste nesreč, naravnih in kakršenkoli drugih. Tako da gasilci so izredno pomembna zadeva. Je pa res, da bomo mogli zmeraj več pozornosti dati na usposobljenost, na mlade. Tehniko imamo odlično, smo na nivoju Avstrijcev, ne govorim od Italijanov, ampak Avstrijcev, za katerem smo pred leti daleč zaostajali. Tudi usposobljenost je dobra, je pa treba pač skrbeti, da bojo mladi ljudje, da bodo mladi gasilci strokovno usposobljeni prestopali v vrste znova in znova. Turistično društvo Kranjska Gora že leta skrbi za urejenost domačih krajev, zato že leta k sodelovanju vabi tudi šolarje, ki jim podelijo sadike domačih gorenjskih nageljnov. Ti se nato bohotijo z balkonov in okenskih polic, na koncu sezone pa tradicionalno sledi še ocenjevanje najlepših. Člani turističnega društva Kranjska Gora smo res izredno veseli, da so se otroci letos odzvali v tako velikem številu in prinesli na ocenjevanje rekordno število nageljčkov, to je 35. Res so lepi nageljčki, akcija poteka zadnjih 15 let in res smo veseli, da tako otroci iz osnovne šole Josipa Vandota iz Kranjske Gore kot njihovi starši, babice in dedki lepo skrbijo, da akcija postaja res tradicionalna in da vračamo na gorenjske balkone in na gorenjska okna vedno večje število gorenjskih nageljnov.
tako da sodelujemo kot turistično društvo Kranjska Gora tudi v sklopu akcije Gorenjske turistične zveze in seveda bomo z veseljem sporočili to število ocenjenih nageljčkov naprej in upamo, da bodo ti otroci tudi neka garancija, da bodo, ko bodo odrasli, tudi sodelovali pri vseh teh skupnih akcijah prostovoljnih turističnih društev na področju Gorenjske. Tako da še enkrat iskrene čestitke prvim 3 nagrajencem in pa seveda uspešno v novo šolsko leto in naslednje leto, meseca maja, bomo ponovno kot člani turističnega društva Kranjska Gora razdelili nageljčke vsem otrokom iz osnovne šole. Pri Kosobrinu so bili včeraj dobrodelni. Pomagali bodo Kristjanu, ki je od rojstva tetraplegik. Kljub temu pa je zelo zvedav in pogumen fant. Kolesarji iz Ljubljane smo se zbrali zjutraj ob 8 v dvoru Tacen in smo iz Ljubljane ob Savi mimo Kranja čez Bled, Gorje, dolino Radovne, Mojstrana, pri kolesarjih do sem. Cirka 86 km je bilo potrebnih, 1200 metrov, če sem jaz prav razumela višinske razlike, mogoče se motim, ne vem. Ampak skratka vsi so premagali, tudi tisti, ki so malo manj bili pripravljeni, bili smo vsi kolegijalni, vsi smo pomagali, da so prišli na cilj v teh dogovorjenem času. Gorski kolesarji so se podali na pot proti Krnici, na Vršič, Kinder Surprise, pač oni so majčkeno bolj adrenalinsko naravnani, 8 pogumnih fantov preskakovali gozdne ovire, 11 pohodnikov pa se je zjutraj od tukaj odpravili na Tromejo, kjer so pač šli po teh okoliških hribih, imeli lepe razglede na uno stran in skratka se vrnili tudi vsi zadovoljni in skratka res vsi smo zelo, zelo, zelo veseli, da je to danes ratalo tako, kakor je res. Lahko poveva sam lepe besede, zato ker sem toliko ful vesela res, da je tole danes ratalo. Moram reči, da to je že 7. po vrsti in vsako leto raste in to, kar smo letos naredili, je res nekaj čudovitega. Kristjan je tukaj danes z nami je 51 kolesarjev, 12 pohodnikov, 8 gorskih kolesarjev, tako da cirka 70 športnikov. Res smo veseli, vsi so za dober namen kolesarili in zdaj nas čaka en prijetno popoldne, eno prijetno druženje ob Kristjanu, ob glasbi, dobri hrani. V dolino pod Poncami se je včeraj 7. vrnil tekaški praznik Red Bull 400. Tek od vznožja do vrha letalnice bratov Gorišek je postal tradicionalen in del druščine tekmovanj po vsem svetu. Letos je tek v Planici tudi finale novega izziva 4 lokacij. Prireditelji pa so potrdili rekordno zasedbo. 1228 prijavljenih iz 21 držav. Med njimi je bilo 792 posameznikov, ostali pa so moči merili v 109 štafetah. Po vsem svetu je bilo letos kar 20 tekem Red Bull 400, organizatorji pa na njih skupaj pričakujejo več kot 20 000 tekačev. Planiška preizkušnja velja za najtežjo med vsemi, ki jih pod tem imenom prirejajo po svetu. Razlog pa je zelo visok povprečni naklon proge, ki malce popustile na vrhu do skočišča ter podlaga. Pravzaprav tekmovalci večino teka opravijo po vseh 4. Dolžina proge na teh tekmovanjih je 400 metrov, višinska razlika, ki jo morajo tekmovalci premagati v Planici, pa je 202 metra. V Planici tekmovanja Red Bull 400 pripravljajo že od leta 2012. Gosti jih letalnica bratov Gorišek. Tekmuje se v kategoriji posameznikov, štafet ali poklicnih štafet. Zaradi obnove podpornega zidu bo večji del meseca spremenjen prometni režim na cesti na Vršič. Direkcija za infrastrukturo je obnovo začela že konec maja, a so dela zaradi turistične sezone začasno prekinili. Popolna zapora je predvidena od tega ponedeljka 16. septembra do 4. oktobra. Med vikendi in v nočnem času pa bo cesta delno zaprta. Kot so sporočili z Direkcije za infrastrukturo, mora izvajalec po prekinitvi del v času
času turistične sezone dela končati še pred zimo, ki lahko na slovenskem najvišjem prelazu nastopi veliko prej kot v dolini. Dela so bila nujna zaradi močno poškodovanega kamnitega zidu. Popravilo je sicer v zaključni fazi, a so potrebna še zaključna dela na podpornem zidu in dela na vozišču, kjer je treba zamenjati še vozišče v podpornem zidu v globini 70 cm, so zapisali na direkciji. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. V sredo ob 17. bo redna seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Na dnevnem redu so med drugim rebalans proračuna, odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine in upravljanje stavbo Parkater na Dovjem. V četrtek bo v Ljudskem domu znova kino. Na ogled bodo filmi Angry Birds 2, Levji kralj, Prevarantke na Wall Streetu in Tisto drugo poglavje. V petek ob 18. bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani odprtje muzejske razstave ob dnevih kulturne dediščine z naslovom Jamski svet pod gorami. V soboto bo Zgornjesavska dolina gostila gorsko-tekaško prireditev Kranjska gora Trail, tek na 10, 15, 30 in 60 kilometrov. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!